Hvala vsem boginjam rastja. Kako sem prosil in vas klical na pomoč in končno ste me uslišale. Hvala, da ste me z ostalimi rastlinami vred rešile samote in zapuščenosti v tisti polkleti. Pa glasnih, kričečih sestankov stanovalcev bloka nekajkrat na leto. Grozno jih je bilo poslušati. In potem tisti čudež, da ste me rešile ostalih 3 vrhov. Kakšno olajšanje! Biti dolga leta del istega drevesa skupaj v krošnji z onimi 3. Joj, drevo življenja, ja seveda, drevo muke. Tista lenoba Toni, kak zasanjan vrh. Sej ni težil, ampak to njegovo akutno vegetiranje. Niti z mikromilimetrom svojega lista ni mignil, čeprav je šlo za dosego slastnega vzhodnega sonca. Oh, pa Slavka, konkretna, prizemljena in odločna. A kako jo je Tonijeva pasivnost spravljala ob pamet? Toni se sploh ni zmenil za njene pripombe, kar jo je samo še bolj podkurilo. Kakšne težke vibracije. Slabše kombinacije v vrhu enega drevesa ne bi mogel najti. In še Rozi. Saj ne rečem, čisto simpatičen in razgledan vršiček, a tako zelo črnogleda. Vedno je vsem in vsakem našla le najslabše. Noben ni bil srečen v tej družbi. Muka jih je bilo prenašati. Hvala, boginje, da ste poslale tisto dekle, rešiteljico. Tako sem bil pod adrenalinom, ko nas je razkosala, da skoraj nisem nič čutil. Vse je bilo tako zelo na hitro. 1000-krat hvala za dom, za samo moj lonček. Sam svoj gospodar sem. Končno se mi je življenje obrnilo. Premiki, nepričakovana potovanja, nastopanje na razstavah, igranje v predstavi. Končno lahko uživam v svoji avanturistični naravi. Hvala, boginje rastja, da ste uslišale moje prošnje. Vedno bom verjel v vas in večno vam bom hvaležen.